Podal bom izjavo v zvezi s primerom gospoda Ahmeda Šamija in sicer bom nekoliko obširneje razložil to stvar, da bo vse jasno. Najprej menim, da je treba iti nekoliko nazaj v času in se spomniti, da smo se jeseni 2015 v Sloveniji soočili z množičnimi prihodi migrantov prek zahodno-balkanske migracijske poti. Če se spomnite, je takrat v približno 6 mesecih Slovenijo prečkalo okoli 500 000 migrantov. Spomnite se zagotovo tudi, kakšne napore smo vlagali vsi skupaj, da smo stanje na terenu uspešno obvladali. In kar je najpomembneje, takrat smo vse migrante obravnavali humano, s pomočjo civilne družbe in nevladnih organizacij smo jih oskrbovali s hrano, z medicinsko oskrbo, z drugačnimi oblikami pomoči, ustrezni prostori in jim omogočali dostojno obravnavo. Ob tem je seveda Slovenija spoštovala vso evropsko zakonodajo za tiste ljudi, ki so v Sloveniji zaprosili za mednarodno zaščito. In tudi primer, o katerem zdaj govorimo, primer gospoda Ahmada Šamija, je iz tistih časov. Gospod Ahmad Šami je iz Republike Srbije stopil v Evropsko unijo preko Republike Hrvaške. Iz Hrvaške je prišel v Slovenijo, kjer najprej ni zaprosil za azil, ampak je nadaljeval pot v Republiko Avstrijo. Ob zavrnitvi vstopa se strani Avstrije se je odločil, da februarja 2016 zaprosi za mednarodno zaščito v Sloveniji. Na Ministrstvu za notranje zadeve so njegovo prošnjo obravnavali ažurno in jo junija 2016 zavrgli, saj je bilo v postopku in na podlagi vseh razpoložljivih dejstev ugotovljeno, da je za obravnavo njegove prošnje odgovorna Republika Hrvaška in torej ne Slovenija, kar je seveda skladno z določili Dublinske uredbe. V nadaljevanju je gospod Ahmad Šami uveljavljal pravico do sodnega varstva, tako da so njegovo pritožbo obravnavala vsa redna sodišča v Sloveniji, torej upravno in vrhovno, pa tudi sodišče Evropske unije v Luksemburgu, ki pa je potrdilo stališča Republike Slovenije. Moram poudariti, da je bila odločitev sodišča Evropske unije za našo vlado in državo zelo pomembna, saj je potrdila, da smo kljub izjemni situaciji ravnali skladno s pravili Evropske unije. Nazadnje je zadevo obravnavalo tudi naše ustavno sodišče in jo zavrglo. Uporaba vseh pravnih sredstev pa je sam postopek seveda precej zavlekla. Menim, da so torej po izrabi vseh pravnih sredstev in pritrditvi sodišč Ministrstva za notranje zadeve okoliščina primera v tem pravnem pogledu jasne. Ker je bil dublinski postopek končan s pravnomočno odločitvijo Vrhovnega sodišča, da je za obravnavo tujca pristojna Hrvaška, Ministrstvo za notranje zadeve in ministrica v tem pravnomočno končanem postopku kljub različnim pozivom nista mogla, ne moreta in ne smeta odločiti drugače. Ne smemo pozabiti, da živimo v pravni državi in to je na naših temeljnih vrednot in postavk, na katere se ves čas zanašamo v Sloveniji, Evropski uniji in vsaki demokratični skupnosti in zato moramo spoštovati odločitve sodišča Evropske unije in odločitve naših sodišč. Kot veste, pa sem včeraj dal jasno zagotovilo, da do vrnitve gospoda Ahmada Šamija na Hrvaško ne bo prišlo, dokler se tudi sam ne seznanim z vsemi pravnimi in drugimi okoliščinami tega primera. Zato se postopek vrnitve danes ni začel izvajati. Ponavljam, postopek vrnitve se danes ni začel izvajati. Sam sem se včeraj zvečer in danes zjutraj se strani pristojnih organov seznanil, torej dobil sem vsa potrebna pojasnila, ter se tudi seznanil s ključnimi dejanskimi okoliščinami primera. In zaradi posebnih okoliščin v tem primeru sem danes sprejel odločitev, da bo vlada na eni od prihodnjih sej na podlagi predloga vladnega urada za oskrbo in integracijo migrantov, torej urada za migracije,
obravnavala obstoj interesa Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, na podlagi katerega bo na to Ministrstvo za notranje zadeve lahko izdalo takšno dovoljenje, če se bo gospod Ahmad Šami s tem seveda strinjal. Izvedbo takšnega postopka nam omogoča 51. člen Zakona o tujcih. Ob tem naj zelo jasno poudarim, da gre za izjemen primer, da gre za človeško usodo, da gre za usodo begunca, ki se je dobro vključil v našo skupnost, v slovensko družbo, ki si želi oziroma ki že daje tej naši skupnosti tudi svoj koristen prispevek. In to svojo odločitev utemeljujem predvsem v teh okoliščinah in zato bomo, kot rečeno, uporabili v tem primeru drugo pravno podlago, na podlagi katere se bo gospodu Ahmadu lahko uredil status tujca in bo v Sloveniji lahko še naprej prebival. Ob tem pa naj za konec povem, da pravna država pač ni samo postrežna trgovina, v kateri vzamemo le tisto, kar nam ustreza in kolikor in kadar nam ustreza. Tudi v tem primeru moramo zato, kot rečeno, pravne predpise ter odločbe sodišč spoštovati in sprejemati vsak ukrep po pravni poti. To, kar so danes zjutraj storili nekateri poslanci SD-ja in Levice, je bilo povsem neprimerno in nedopustno. Šlo je za očitno predvolilno kampanjo in upam, da se kaj takega ne bo več ponovilo. Hvala lepa.